Tako, predstavil bi vam jadrnice, in sicer jadrnice na daljinsko vodenje, kategorije F5G pa RG65. V čem je razlika? Razlika je v dolžini trupa. No in vsaka jadrnica pač mora imeti neko kobilico, pa balast, potem ima pa krmilo in jadro, ki ga pa lahko upravljamo. Deli vodenja so skriti v trupu, ne? No in to jadro, temu se reče swing rig ali vrteče jadro, je meni bolj všeč, no, ker pač je tako. No in kaj je zdaj pri jadrnici pomembno? Pomembno je, da uspemo voziti proti vetru, bočno na veter in z vetrom. No in ta jadrnica vse to omogoča, ne? Jadro se odpre do kota 90 stopinj ali pa popolnoma zategne glede na smer trupa. No in ko vozimo po vodi, seveda ne moremo voziti proti vetru, ampak proti vetru vozimo cik-cak, malo sem, malo tja, pa malo sem, malo tja in tako pridobivamo višino. Vsa zadeva se pa vozi glede na boje, to pomeni, da ni to kar poljubno, kjer hočemo, ampak moramo obkrožiti neko progo, no in ko to napravimo, smo pač uspešno prevozili. Zdaj, kako hitri smo, je pa odvisno od spretnosti krmarja in od lastnosti jadrnice. V mojem primeru imam za utež dve teži, eno lažjo in eno težjo. In tudi za jadro dve velikosti, eno manjše, to je tole, in eno večje, ki je pa za mirnejši veter. Danes je vetra kar dovolj, zato sem uporabil manjše jadro, pa tudi manjšo utež. Če bi bilo vetra še več, bi pa še z večjo utežjo lahko vozil. No in druga od jadrnic je pa tale manjša, ta je pa RG65, se pravi je pa njena dolžina trupa 65 cm, kar se na vodi kar pozna. Pa omejeno ima tudi dolžino kobilice, utež, ki je spodaj, in velikost jadra. Tako da letos bomo poskusili tudi te voziti na tekmovanjih, pa bomo videli, kako bo. No in še eno bi vam pokazal, to je pa tale. Ta jadrnica je pa malo drugačne gradnje, no še to moram povedati. Te jadrnice v bistvu izdelam sam v kalupih, in sicer sta to dva kalupa. Kalup za trup, pa kalup za palubo. Kobilica je poseben del, pa krmilo je poseben del. Pa potem se jadro dela tudi posebej. No ta druga je pa taka, da so bile pa na začetku neka rebra in vmes luknje, in sem tiste luknje zadelal s stirodurjem, pobrusil, pa je nastala jadrnica. Tako da tista je pa nepotopljiva. Če bi v to jadrnico, ki ima dve odprtini, pokrov zadaj, pa pokrov spredaj, če bi vdrla voda, bi se jadrnica potopila, ne? Tista druga jadrnica stirodurja se pa ne bi potopila v nobenem primeru, ne? Tudi če bi bila voda noter. Ampak pustimo to. No, še povedal bi, da kako se pa z jadri upravlja, ne? Zelo pomembno je, da imamo pravilno obliko jadra. To pomeni, jadro mora imeti obliko letalskega krila, ne? Mora biti ukrivljeno. No in tukaj se vidi, da se ob primernem vetru jadro res postavi v tako obliko, ne? No in uravnavanje je pa še z vrvicami, ki jadro napenjajo, pa s položajem, do kam se jadro napne na bumu, ne? Enako se dogaja s prednjim jadrom. No in prednje jadro ima vlogo, da glavnemu jadru usmeri tok vetra zadaj, no in tisti tok vetra še dodatno pomaga, ne da veter samo pritiska v jadro, ampak zadaj napravi tudi srk. No in s tem potem jadrnica pluje. Zdaj, kako pluje, je pa odvisno od krmarja. Jaz sem tista zgodbica, ne, o avionih. Zato, da
pride malo več ljudi, a veš, je pa še tako, no. Jaz sem pa doma v Hrastniku, pa že za Jambor pride, to lahko. Evo, daj, pa že grem. Lej, pa se je poravnal. Što je to, ne? Vožnja v krmo, jadro odprto. Se pravi, zdaj ni več krma, ne? Evo. Zdaj imamo veter iz obale, ne? Zdaj pa bolj krmo. Te je najbolj pelat, pa še prečen. Tu ide kao prečen, ne? Če, veš, pa pol, no ta Swing Creek, je še pa to, lej, ne? Zdaj, ne, ima veter z ene strani, ampak če jaz potegnem, pa pride veter z druge tudi, ne. Viš, to je pa to, lej. Potapljanje, ne, ki je veter v krmo, premočno. Si, Klemen, sem dol prid, pa bova eno. To moraš vedeti, kot piha veter. Ne, tam. Dva kroga, boje levo. Če prebliz pelješ, pa jadrnica nagnjena, se lahko zgodi, da bo kobilica ujela špago. Ja, moraš je tam zunaj. Potem imamo nekaj pravil, ne. Tukaj je zdaj pravilo, da ima prednost za vetrni, ne, tisti, ki je zadaj. Potem imamo pravilo desnih ust, ne. Pa se pa zgodi, da ne piha, ne, in takrat so pa jadrnice kot grozdje na kupu in noben več ne. Tiste pa žalo.
Pa pol, ko voziš tole gor, ne? Dali tole ven. Se pravi, jadro kje? Tako. Še. Upravljalske sposobnosti, ne? Kakšen je kapitan, ne veš. No in pa je pa zadeva taka, ne? No in je tudi tukajle, imam jaz zdaj kombinacijo dveh svilcev, ne. Ne, tam zdaj se bo veter, pa ne, tam je še tisto. Se bo obrnil. Ja, seveda, to se ve, to se pozna. Sem Klemen Kačič, sem učenec 8. razreda na osnovni šoli Narodnega heroja Rajka Hrastnik. Ne vem, nad modelarstvom rad imam pač jadrnice in čolne nasploh in ko sem spoznal Nika Skočirja, sem se pač odločil, da poleg veslanja še udeležim tudi modelarjem in prvi moj izdelek je bil pač tale jadrnica. Z njo pač sem se odločil, da tudi tekmoval. Sem bil že pač na eni tekmi, kjer sem na srečo zmagal. Sem se pa odločil, da naredim tudi še en čoln. Sicer ga bolj kot ne prenavljam, ampak tudi dobro kaže, da bo tudi enkrat je speljal. Tukaj je pa nevarno. Stojalo. Ja, pa je voda noter.